Tokrat v občinskem informatorju. V Majšperku čistilna akcija spodbudila za sodelovanje veliko prostovoljcev. V Cirkulanah čistilna akcija in zasaditev medovitih dreves. V Mariboru se je odvil 6. mednarodni festival Čili in čokolada. Leto dni delovanja čezmejnega projekta Odziv prineslo prve rezultate in ugotovitve. Sašo Dobnik na praznovanje 25-letnice nastopanja povabil številne znane goste. Pomurska salamijada v Radencih uspela. V Vuzenici odprtje slikarske razstave Društva pokojnicev Vuzenica. Lepo pozdravljeni. V občini Majšperk so imeli veliko čistilno akcijo v kar 10 naseljih. Med drugim so čistili okolje otroci iz vrtca in šole, kjer sicer že več let organizirajo čistilne akcije, no več kot 700 prostovoljcev pa je tokrat opravilo tudi dobrodelno delo. V občini Majšperk so že pred čistilno akcijo spodbudili mlajše in starejše, da se akcije udeležijo za lepše, čistejše okolje, pa tudi za spodbujanje prostovoljstva. Danes ni čistilna akcija namenjena odvozu nekih večjih kosovnih odpadkov, pa praviloma tista plastika, pločevinke, papir, pa takšne malenkosti, da se ob sami cesti, kar je videno, drugače pa vem, da bi še bilo mogoče potrebno več nekje v nekaterih koncih, ker imamo možnost, ker na vsaki mestni smetje se odvaža, možnost je odvoz na deponije, ki imamo organizirane, ampak tu in tam se pa zmeraj nekdo najde, ki ima čisto eno, kako to izgleda, kako bi mi radi. Prostovoljci so se zbrali v 10 naseljih, skupaj z učenci in vrtčevskimi otroki, jih je bilo čez 700. Zbrali so dobrih 10 kubičnih metrov mešanih odpadkov ter približno 1 kubični meter pločevink. In kaj pravijo otroci? Zato, ker imamo potem čisto okolje, pa živali ne zbolijo. Zato, ker imamo potem čisto okolje in potem bojo živali raje živele na čistem okolju. Kako pa ti sicer skrbiš za čisto okolje? Tako, da pobiram smeti. Tudi učiteljice so sodelovali in skupaj z otroki pobirale odpadke. Pomembno zato, da se okolica očisti, kljub temu, da ozaveščamo redno tudi učence. Se vsako leto zgodi, da naberemo vedno znova kar kup smetino in mislim, da je prav, da to vzdržujemo in s tem vsako leto tudi nadaljujemo. Pridružili pa so se jim tudi starši. Da očistimo okolje, da ni smetih po tleh. Kaj pa sicer opažate, se kaj izboljšuje, mislim, lepo skrbite tukaj? Tudi ja, sprotje, če kaj vidimo, poberemo. Zakaj se pa tebi zdi pomembno, da greš na čistilno akcijo danes? Da bo vse lepo. Osnovna šola Majšperk pravzaprav že vrsto let skrbi za čistilne akcije, prav iz teh, ki so bile v bližini šole, so se na to razvile večje čistilne akcije. Ponosni, da smo pravzaprav začetki mi. Zdaj, kaj se opaža, koliko pač imam vpogled po krajih okrog, je Slovenija oziroma Majšperska občina, če takole rečem, postaja bolj čista. In to je tisto, kar pravzaprav šteje, oziroma s čemer smo začeli v zavesti ljudi, ne da so čistilne akcije potrebne, ampak v zavesti ljudi, da se pravzaprav narava ne onesnažuje oziroma da se onesnažuje bistveno manj. V sami šoli se trudijo otrokom prenesti znanje o trajnostnih vidikih, zato imajo zadnji 2 leti več različnih akcij. Ena taka akcija je bila v prejšnjem tednu, teden varne mobilnosti. Nenazadnje smo v jeseni uradno otvorili našo kolesarnico, kjer spodbujamo, glede na okolje, kjer pač smo, glede na cestno infrastrukturo spodbujamo hojo peš in pa vožnjo s kolesi. Pa še to, na veliki čistilni akciji so prostovoljci očistili tudi eno črno odlagališče na območju naselja Doklice, kjer so bili tudi kosovni odpadki. Minuli vikend pa je čistilna akcija potekala tudi v občini Cirkulane, ki je vključevala tokrat čiščenje okolja in sajenje medovitih dreves. Akcije se je udeležilo okoli 80 posameznikov, med njimi tudi županja občine. Poleg odstranjevanja odpadkov so posadili lipe v parku dediščine, kar je že postala lepa tradicija. No, čistilna akcija in zasaditev dreves pa sta še enkrat poudarili pomembnost skrbnosti za naravo in skupno sodelovanje.
Minuli vikend je v občini Cirkulane potekala pomembna čistilna akcija, ki je bila še posebej osredotočena na ohranjanje čudovite narave zelenih halos. Neokrnjena narava, ne? In to zelenje, ki ga še imamo v halozah, moramo tudi očistiti oziroma spoštovati naravo, tudi jo ohraniti za naše zanamce. Tako da so te akcije dobrodošle in se tudi naši vaščani z veseljem udeležujejo te akcije. Akcije se je udeležilo okoli 80 posameznikov, med njimi tudi županja občine Cirkulane. Da nas bo dovolj, da bomo tisto osnovno počistili. Marsikdo od nas pa tudi že, ko gremo na sprehod, vzame vrečko pa tudi pobere kakšno pločevinko mimo grede. Tudi mlajši so nadeli rokavice in se odpravili čistiti domače okolje. Rada bi, da bi malo očistili svoje okolje, da bi se tudi malo podružili in tako. Si letos prvič, da prihajaš vsako leto? Prihajam vsako leto, se udeležim in da očistimo veliko stvari. Brez dileme so se odločili, da pridejo na letošnjo čistilno akcijo. Malo sem šel poleg, da bom pobral malo smeti. Prideš vsako leto? Ja, večinoma. Če pa je največ, kaj si danes največ videl, kjer je odpadkov? Pločevink. Pa plastike, pa tudi mali steklenic pa toga. Županja občine Cirkulane je še povedala, da se vsako leto odločijo za izvedbo čistilne akcije v občini, kjer največji izziv predstavlja odstranjevanje plastenk in manjših odpadkov, na katere naletijo ob cestah. Seveda zdaj pa še ogromno pločevink in to vsako leto tudi poberemo in nekako naravi damo nazaj sijaj. Žal mi je vedno, ker najdemo pločevinke alkoholnih pijač, to pomeni, da so to, predvidevamo tisti, ki se prihajajo iz službe domov, pa se doma bojijo spiti kakšno pivo in se bojijo in potem predno pridejo domov, odvržejo pločevinko čez okno. Res to dejansko zelo obsojam. In se to ne bi smelo dogajati, ker največ je pa tega v naravi. Poleg čiščenja so se udeleženci akcije lotili tudi sajenja medovitih rastlin v parku dediščine. Sadimo lipe, ki smo jih pridobili s pomočjo naše občine, ki se je prijavila na razpis za dodelitev medovitih rastlin in je bila tudi zelo uspešna, tako da bomo danes v tem parku dediščine posadili lipe, ki bodo pomembne tudi pri naših čebelah, ki živijo v našem učnem čebelnjaku Čebelica, ki je na področju Slovenije tudi zelo poseben čebelnjak, star več kot 100 let in zgrajen tudi z posebnih materialov, kot vidite na samem čebelnjaku. Saditev medovitih rastlin je v občini Cirkulane postala že lepa tradicija. V prejšnjih letih so posadili divje češnje, letos pa lipe. Občina Cirkulane se skupaj s Čebelarskim društvom prijavila na razpis Čebelarske zveze Slovenije in smo pridobili z tega razpisa 60 sadik lip, ki jih danes Društvo čebelarjev Cirkulane sadi in seveda k temu prispevamo tudi nekaj hrane za naše čebele, ki pa tudi nam pomenijo življenje. S tovrstnimi dogodki čiščenja okolja želijo predvsem dvigniti ozaveščenost, ki je sicer že boljša kot pred leti. Zdaj tale ozaveščenost tudi nas, Haložanov samih oziroma krajanov, je že do ene mere prišla, da smo zavesti temu, da ne odlagamo toliko teh stvari v naravo. Kakor je bilo nekoč, ko so se v grape smeti odvažali, sedaj imamo to možnost, da nam ta komunala odpadke tudi odvaža redno in smo tudi s tem zadovoljni. Čistilna akcija in zasaditev medovitih dreves sta znova dokazali, kako pomembna sta skrb za naravo in skupnostno sodelovanje. Z vsakim takšnim dogodkom se krepi ozaveščenost o varovanju okolja in ohranjanju naravnih lepot občine Cirkulane. Udeleženci so s svojim trudom prispevali k čistejšemu okolju in prijaznejšemu življenjskemu prostoru. V Mariboru se je minuli konec tedna odvil festival Čili in čokolada, na katerem je med čokoladami bila tudi modna dubajska čokolada, hkrati pa še druge sladke dobrote. No, ljubitelji čilija in začinjene hrane pa so prav tako prišli na svoj račun. Poglejmo.
Na dvodnevnem festivalu Čili in čokolada je bilo polno dogajanja. Na trg Leona Štukla je prišlo veliko obiskovalcev preveriti, kako sladka je čokolada in kako pekoče so omake in olja s čilije, pa tudi druge dobrote. Tudi v letošnjem letu prihajajo različni novi ponudniki, tako imamo določene nove čilijaše. Določeni se tudi to zgodi, da opuščajo kakšno dejavnost, nažalost, ampak prihajajo drugi zadnji. Čokoladaro, različne edicije, tudi tukaj novi ponudniki. Je pa res, da je fest letos bazirano fokus na dubajsko čokolado, na ta trend, ampak na zelo zanimivo varianto. Ja, med tistimi, ki so stavili na dubajsko čokolado, so bili tisti, ki imajo distribucijo surovin za sladoledarstvo in slaščičarstvo, svojo pistacijo, polivom in pasto. Dubaj praline, Dubaj donat, Dubaj torta, imamo tudi recimo ponudbi jagode z Dubaj in pol nekako tako smo mi združili eno celoto na eno našo majhno stojnico. Pokažite mi, kaj je vam najljubše, najboljše? Meni osebno je najljubša pistacija, ko je v bistvu v vseh teh izdelkih. Zdaj pa je odvisno od okusa, lahko imate jagodo s pistacijo, lahko imate donat s pistacijo, imamo tudi sicilijske brioše, to je italijanska sladica iz Sicilije in to je kruh, kateri se v bistvu prereže in pol nadeva recimo s pistacijo in imamo sladico. V Mariboru pa je bil tudi kralj Fritul, kot mu pravijo na Hrvaškem. Mi imamo 10 vrst prelivov, pa 10 vrst posipov. Od recimo Nutella, bela čokolada, jagoda, pistacijo, lešnjak, orehi, kokos, oreo, plazma. Imamo različne in zdaj otroci vzimaju bombončke, starejši, če imajo mlade sosede, vzemajo čokolada, lešnik, eni imajo rad pistacijo, mlade punce vzimaju oreo in tako imamo različne. Med novimi ponudniki omak s čiliji pa je bil Benjamin Buh, ki prisega na raznolikost okusov, pa tudi svetuje, da se omake s čiliji uporabi pri marsikateri jedi. Omake so različne po stopnjah in po okusih, ker z vsako omako lahko dodaš na drugo hrano. Recimo tole zeleno bi lahko dal, krasno gre v zelenjavno juho s nekakšno mehiško hrano. Ima ravno pravo pikantnost, ni premočna, ni preblaga. Potem imam še druge stopnje, recimo tale habanero chocolate, ta je tako barbecue okus, krasno sede zraven mesa na žaru. Gre tudi na pico, ampak je tako specifična. No? Za une zelo zahtevne je pa 10 od 10, seveda yellow fever, ta je pa res močna, ampak zelo, zelo okusna. Tako daleč prije lepo najprej svežina, potem pa začne pekočina prehajati od zadaj. Po nekaj letih se je na festival vrnil Matic Vizjak z novimi okusi omak s čiliji. Posebej za ta čili festival sem naredil zdaj omako z tartufi, ki pa sem ji dodal še aktivno oglje, črno oglje, ki je pa prav ono Black Edition in sem v bistvu včeraj zvečer šele dokončal, slaširal, poetiketiral in je prvič danes predstavljam na tem festivalu. Olju pa je dodal izjemno pekoč čili Carolina Reaper za najpogumnejše in tiste, ki jim pekočina ne seže do živega. Šel sem tudi v mogoče malo bolj pikantne zadeve, tako da imam zdaj Carolino Reaper z olivnim oljem pa arašidi. Če pa to evo, ampak vem, da še tudi pri ostalih omakah vedno pri vsakem kotlu starinimo, kaj še lahko dodamo, kaj še lahko zboljšamo. Moja receptura danes definitivno ni ista, kot je bila 10 let nazaj. Na samem festivalu pa so poleg bogato obloženih stojnic, na katerih res ni manjkalo dobrot, poskrbeli še za ulično prehrano, dodatno animacijo za obiskovalce, glasbo, tekmovanje v hitrostnem jedanju močno začinjenih perutničk in polno drugih dogodkov. Projekt Odziv postavlja temelje skupnega čezmejnega odziva nad izzivi pri poplavah vzdolž Mure, Drave in Save. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor kot vodilni partner skupaj z drugimi deležniki išče rešitve za različne izzive na področju upravljanja tveganj in odpravljanja posledic naravnih nesreč, ker je potreben skupni pristop. No, preverili pa smo, kako po enem letu poteka sodelovanje in kakšne načrte imajo.
V prvem letu sodelovanja v projektu Odziv so sodelujoči na obeh straneh meje delali podlage in razvijali metodologije ter sestavljali karto dostopnosti prostovoljcev in opreme v primeru naravnih nesreč. Preko 80 različnih gasilskih društev, centrov za civilno zaščito, zdravstvenih domov z obeh strani meje se nam je že odzvalo na vprašalnik, ki smo ga razpošiljali, tako da imamo že popis kapacitet čezmejnega območja. Vprašalnik je še vedno odprt, tako da se lahko tudi drugi priključijo. Na podlagi tega bomo naredili zemljevid, kjer bo pregledno razvidno, kakšne so kapacitete v posameznih občinah, se pravi, koliko imajo skladišč, prenočišč, koliko imajo prostovoljcev, kakšno opremo imajo na razpolago za reševanje oziroma odziv v primeru naravnih in drugih nesreč. Pred kratkim so imeli v Mariboru skupen sestanek, na katerem so določili tudi nadaljne aktivnosti. Naslednja aktivnost, ki se bo odvijala sedaj pomladi na Punatu, kjer Rdeča križa že pripravljata skupno čezmejno izobraževanje reševalcev oziroma izobraževanja v primeru nesreč, kako bi nudili prvo pomoč, kako bi pomagali ponesrečencem. Potem jeseni pa se bodo začela tudi skupna izvajanja globinskega potapljanja in reševanja iz vode in pa reševanja na hitrih vodah. In komu bodo namenili center za usposabljanje Poligon, ki ga vzpostavljajo v letovišču Punat na otoku Krk? V teh istih prostorih bomo pa izven sezone oziroma zraven tega še naredili center Poligon, kjer se bodo lahko usposabljali prostovoljci Rdečega križa oziroma naše enote zaščite in reševanja. Namenjen bo Rdečemu križu Maribor, vsem ostalim Rdečim križem. Zraven tega bomo pa še tudi še dodatno opremljen center za usposabljanje reševalcev oziroma potapljačev iz globine. Pri projektu sodeluje tudi javna ustanova za razvoj Medžimurske županije Redeja, kjer že imajo izkušnje s sodelovanjem s hrvaškimi ustanovami, zdaj pa so povezani tudi s slovenskimi. Ja mislim da su ljudi koji žive tako blizu i prijatelji i susjedi i svakako smatram da će one priteći jedni drugima u pomoć. Naravno u svemu tome ono što mi kroz projekt želimo postići je koordinacija, znači svih onih službi koje sudjeluju u potencijalnim nesrećama i prirodnim nepodopštinama, da se tako izrazim, ali svakako smatram da potencijala za suradnju ima i želje za suradnju. Sama meni, da je projekt aktualen, saj je čas podnebnih sprememb, zaradi katerih prihaja do neviht, poplav in drugih naravnih nesreč. I bitno je da se kod takvih nesreća jako brzo reagira i naravno onda je tu najbitnija koordinacija, znači krovna i onda svih ostalih službi koje su potrebne da sudjeluju u takvim nesrećama. Pri Rdečem križu Čakovec bodo skrbeli za čezmejna usposabljanja. Čakovčani že veliko sodelujejo z Rdečim križem iz Maribora. I imamo iskustva isto tako u organizaciji raznih edukacija, pa se veselimo i ovoj obuci ronioca spasioca i jedinica prve pomoći. Sami so del civilne zaščite Hrvaške in sodelujejo z vsemi deležniki. Kada je, ajmo reći, stanje koje ne zahtjeva nekakvo krizno djelovanje, onda se pripremamo putem raznih vježbi, putem sajmova prevencije i sigurnosti i prisutni smo na svim nekakvim konferencijama i događanjima koja su vezana uz civilnu zaštitu i odgovor na prirodne i druge nesreće. Če povzamemo, sodelujoči v projektu Odziv pripravljajo analizo varnostnih razmer in posodobitev protokolov odzivanj ter vzpostavljajo usposabljanje za čezmejno upravljanje s tveganji in odpravljanje posledic naravnih nesreč. Sašo Dobnik je eden tistih veseljakov, ki že 25 let razveseljuje ljudi in nastopa kot voditelj ali pa humorist na prireditvah v televizijskih oddajah in še kje. Poznajo ga tudi gledalci naše televizije, no pokukali pa smo na njegovo praznovanje in nekaj njegovih prijateljev povprašali, kakšen je za njih Sašo. Izvedeli smo celo, kako blizu sta si z Jasno Kuljaj. No, poglejmo. V svojih Staršah je Sašo Dobnik pripravil nepozaben večer ob svoji 25-letnici delovanja, nastopanja in na njegovo vabilo so se odzvali številni glasbeniki in drugi. To je neki dokaz, da sem nekaj delal prav v moji karieri in ful sem vesel, se komaj zadržujem solze. Ko bom verjetno pogledal dol v dvorano, bojo me prevzela čustva. Vesel sem, da so se vsi moji glasbeni prijatelji odzvali po vabilo, da jih imam tako število, da so ljudje tu, mislim,
da ste v končni fazi tudi vaša hiša, ki me vedno podpira z mano, tako da sem res vesel, hvala vsem. Ni manjkala niti Jasna Kuljaj, s katero je neštetokrat bil skupaj na odrih in v raznih televizijskih oddajah. Včasih, ko sta skupaj sodelovala na prireditvah na Štajerskem, je tudi prespala pri Sašo doma. Sašo me je povabil na rojstni dan od očeta in tisto noč je rekel, kaj idi k nam spat, jaz sem tako drugje spal. Jaz sem šla pol domov k njim spat, ko je sred noči gasilec Sašo vdrl v sobo in padel na poslo zraven mene. Kako se je končalo, pa naslednjič. No, mogoče je pa prav to bilo tisto, kar nam je zaupal Sašo. Bom povedal po resnici na začetku, sem si mislil, kaj je to ena fina dama, ampak z Jasnico smo zdaj res top best frienda in taka prijatelja, jaz si vse zaupam, ona je vedela neke stvari, ko jih mogoče noben ni vedel, jih je ona zvedla v meni. Ja, prespala je pri meni večkrat, ampak nazadnje, jaz sem se malo zredil in sem začel ful hrgoliti. Nazadnje se je o 4:30 jutro vstala, pa je rekla, Sašo, jaz več ne morem, jaz grem za Ljubljano. Tako da ja, tudi jaz pri njej prespim, tako da smo res pravi prijatelji, ne. V Staršah je ob 25-letnici nastopov Saša Dobnika nastopil tudi Alfi Nipič, ki se rad spomni na Dobnika. Z veseljem opazujem razne obletnice slovenskih tistih ljudi, ki spravljajo v naši domovini, skratka Slovence v dobro voljo. In on je eden izmed tistih, ki res prižene takoj na smeh in so vedno ljudi dobre volje, že ko ga vidijo. In ja, ob množici vseh nastopajočih na prireditvah v Staršah so dobro dele tudi takšne pohvale Sašu, ki je bil vidno ganjen. Ko te pohvali Alfi Nipič, bi jaz rekel v Sloveniji Avsenik Slak, pa Alfi Nipič, ne. Tako da to je za mene veliki poklon, jaz sem trudil še naprej. Smeh je pol zdravja, rečejo, ne, tako da jaz bom se trudil naprej, da bom nasmejal čim več ljudi, da bom vedno veseli družbi, da bom jaz tisti, ki jih bo razveseljeval in ja, tako naj ostane še naslednjih 25 let. V Staršah je bil na odru tudi nepogrešljiv Sašov dolgoletni sodelavec na odrih in v raznih oddajah. Glejte, če ga je že Bog štrafal in mu ni dovolil zrast, in ga je Bog zapustil, ga saj prijatelji njegovi nikoli ne bomo zapustili. Zato ker je rekel, pridite, bomo naredili eno tako, kot radi rečete Štajerci, čago, je bil seveda odgovor da, brezkompromisno. Sašo Dobnik in Sašo Džukić sta sodelovala velikokrat in to v različnih vlogah. Ena od teh sodelovanj sta skupaj z drugimi obudila. Mi smo 5 sezon sodelovali v oddaji pri Črnem Petru, kjer je bil Sašo gasilec, no jaz sem bil pa en tak zelo siten pa zoperen novinar, Regon. Zdaj se že malo počasi navajam na to vlogo, zato se vam zdi, da sem že malo siten. In danes bomo torej te vloge ponovili, jaz kot novinar Regon, Poštar Peška in pa Alja Prgin kot Sofija. Na Štajerskem, tudi v nekaterih oddajah na BKTV, tudi za Silvestrovo, pa je bil Sašo skupaj Špelo Pokeržnik. Tudi ona je počastila njegovo slavje v Staršah in njega samega. Jaz sem tako zelo ponosna danes na Sašota, tale prekrasen koncert, ki je združil res odlične glasbenike. Sašo je krasen in ima eno tako pozitivno energijo in z njim na odru je bilo vedno lepo. Tako da mu iskreno čestitam ob današnji obletnici in želim še na mnoga glasbena leta, pa da bova še velikokrat stopila skupaj na odr. Izkušena mačka, vajena nastopov na odru, imata, kot pravi, vse pod kontrolo, tudi takrat, ko improvizirata. Zraven Sašota nikoli ni dolg časa, ne? In najbolj zanimivo je to, da midva s Sašotom nikoli nikdar nimava scenarija. In vedno se kaj lušnega pripeti, ampak zato, ker sva vešča odra in se znajdeva, je vedno tudi zanimivo in pestro in se znava izmazati tako drug z drugim. In jaz verjamem, da bo tudi danes kakšna anekdota ali pripetljaj, ki ni bil načrtovan. Vsekakor pa je bila pod kontrolo prireditev, ki jo je Sašo ustvaril skupaj z vsemi povabljenimi v Staršah in tudi izjemno dobro obiskana, s čimer so obiskovalci pokazali Dobniku in drugim, da lahko še naprej ustvarjajo skupaj. V Radencih pa so slavnostno in veselo zaključili 29. pomursko salamijado, na njej pa so podelili najboljšim nagrade. Vsi prisotni so lahko tudi poskusili salame ter zaplesali ob živi glasbi.
Zmagovalec 29. pomurske salamijade je postal Štefan Bolnar, ki pa je dejal, da mu zmaga pomeni motivacijo za naprej, saj se je uvrstil na slovensko salamijado. Da se še moram bolj potruditi, da bo še več tega in da bom večkrat zmagal. Zaradi okusov in zaradi hobi programa. Kako so priprave potekale na to tekmovanje? Prvo doma moraš začeti pripraviti, dobro meso moraš imeti, dobri prostor, kje sušiš, da je dovolj vlage, dovolj vsega in da za srcem delaš, ker če delaš ljubiteljski kaj, je vse za srcem. Drugi pa je bil Albin Horvat, ki pravi, da je zadovoljen, saj se mu je izplačal dolgoletni trud. Tudi on gre na slovensko salamijado. Malo trpimo, kdaj to vkup delamo, ne? Pol pa čakaš, kaj bo, ne? Se vsako leto udeležujete? Ja, zdaj že nekaj let. So kakšne posebnosti pri vaših salamah? Stalno se kaj spreminja, lokacija sušenja, pa tako, ne? Tako malo moraš probati, ne? Na 3. mestu je Zvonko Poštrak, na 4. Viktor Zemljič, 5. je Irena Strasberger. Ona je drugič prišla med najboljše, Zemljič pa je doživel že 11. uvrstitev med prvih 6. Zelo so zadovoljni tudi organizatorji salamijade. Krasno je bilo in upam, da se bo to nadaljevalo tudi drugo leto, ko imamo 30. Torej že gledate prihodnje? Tako je, že nabiramo za 30. Jaz upam, da bodo vsi novi in stari naši sodelujoči. Na zaključno prireditev je prišlo več kot 125 obiskovalcev, uživali so ob glasbi, prav tako tudi ob pregledovanju in poskušanju salam. Vrede! Ne vem, kaj naj povem drugo. Ste poskusili, kako se vam zdi okusi? Zelo dobre so, ker tudi mi smo sodelovali. Torej, redno prihajate sem? Ja, ker smo domačine. Sodelujem od prve do danes. Edini, ko sem bil na vseh salamijadah. Zelo lepo, zdi se mi, da vsi lepo uživajo, so sproščeni, veliko plešejo in enostavno uživajo ob glasbi in dobri hrani. Prihajate vsako leto ali ste prvič leto? Zdaj sem tretjič dejansko in vedno je bilo lepo. Predsednica Turističnega društva Radenci pa se je še spomnila na slovensko salamijado, kamor bo šlo prvih 5 s pomurske salamijade. Pa tudi to, da so okusi po Sloveniji različni. Problem je s to slovensko salamijado samo to, da so tam sodniki vsi Dolenci in imajo en svoj okus in nikoli naši ne pridejo zelo visoko. Ampak drugo leto, ko bomo imeli mi 30, bomo finale naredili v Radencih in bomo naše sodnike imeli, bomo videli, kam pridejo Dolenci. In kaj želi vsem tem, ki gredo naprej? Samo naj delajo naprej vse to, kar delajo in se veselijo, življenje je kratko. Ja, kratko je življenje, tudi zaradi tega v Radencih ne naredijo suhoparnega tekmovanja, ampak na salamijadi vedno poskrbijo tudi za zabavo. V Kulturno-umetniškem centru Vuzenica pa so odprli slikarsko razstavo Društva upokojencev Vuzenica. 4 talentirani umetniki so predstavili svoje dela in dokazali, da je ustvarjalnost brezčasna. Minuli vikend je bil Kulturno-umetniški center Vuzenica prizorišče prav posebnega dogodka – odprtja slikarske razstave Društva upokojencev Vuzenica. S to razstavo smo pravzaprav mi 4 ustvarjalci, ki smo danes razstavljamo, želeli pokazati pogum, da lahko tudi, jaz mislim, da je več teh ustvarjalcev, ki ustvarjajo v domu, v zavetju svojega doma, pa si ne upa pokazati svojih del. Eni mogoče rišejo, eni mogoče pišejo, eni ne vem karkoli ustvarjajo, pa bi bilo prav, da smo jim dali pogum, mislim, upam, da smo jim dali pogum, ker ta prelepa dvorana je namenjena tudi takim dogodkom. Razstava, ki so jo pripravili 4 izjemni umetniki, je bila prava paša za oči in dokaz, da umetnost nima meja, ne glede na starost ali izkušnje. V našem društvu smo lansko leto ustanovili sekcijo za likovno umetnost in tehnično kulturo in
prav to je tudi ena od rezultatov tega našega prizadevanja, tako da mislim, da so se naši člani kar lepo predstavili z tako lepo razstavo, ki sicer ni prva, pa upamo, da jih bo še veliko več v letošnjem in pa tudi v prihodnjih letih. Slikari Tanja Hari-Vidmar, Olga Vukovac, Dragica Gril in Marjan Zupančič so se z razstavo poklonili svojemu ustvarjanju ter hkrati odprli vrata novim izzivom in možnostim za vse, ki se še skrivajo za zidovi svojih domačih ateljejev. Ja, lepo so se potrudili, sem slučajno mož od ene, ko razstavlja, pa sem bolj vpet nad, ko smo postavljali, vem, da ni kar einfach, da tisto, ko slikajo, še je težko, ampak tu je pa še to pol postaviti, pa ni tako einfach. Pravzaprav ne bi izpostavila glih kaj. Vse mi je všeč. Vsaka stvar po svoje. Sama razstava je enkratna. No, zelo lepo, jaz sem zdaj začel tu gor hoditi, in sem tu malo tudi z ostalimi ljudmi malo pogovoril, in je to super. Lepe besede obiskovalcev odprtja razstave sežejo globoko v srce umetnikom. Presenečena, pa saj Vuzeničani cenijo umetnost, vedno prihajajo na vse take dogodke. Tudi ko sem jaz imela prvo samostojno razstavo, so me zelo presenetili, recimo, so ljubitelji umetnosti, moram priznati, lepega, vsega lepega, tako da odziv, hvala, še enkrat zelo dober. Otvoritev slikarske razstave Društvo upokojencev Vuzenica je dokazala, da umetnost ne pozna meja in da ustvarjalni duh ne usiha s časom. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Naj poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 25. marca, ko obeležujemo materinski dan, bodo na Muti pripravili koncert posvečen materam, babicam in vsem ženskam. Slednji se bo odvil v dvorani tamkajšnje telovadnice oziroma v osnovni šoli. Pričel pa se bo ob 17. Sicer pa ta četrtek, 27. marca, lahko prisluhnete pogovornemu večeru ob knjigi z Martinom Golobom, ki bo potekal v kulturni dvorani KPC Majšperk. To je za danes vse. Želim vam lep preostanek tega ponedeljkovega večera in nasvidenje.